Ljubljana. Nekaj besede ravno bo rekel še Miha Šimac. Boš pa še tudi zravno kar nastav? Ja, se pravi, lep pozdrav. Moje Miha se bo sam predstavil. Tale del sva pravzaprav zastavila ločeno. V prvem delu bom jaz nekaj povedala o gorenjskih žrtvah, prve svetovne vojne, se pravi o tistih žrtvah, ki so do sedaj, tako je tudi kolega Miha povedal v uvodu, pravzaprav najbolj pokrite. In najprej bi postavila nekako okvir meje gorenjske. Z današnjega vidika, se pravi z leta 2015, so to v bistvu 7 upravnih enot, ki se nekako pokrivajo z sodnimi okraji iz leta 1914. Tudi število krajev in pa površina je pravzaprav zelo podobna. Takrat jezersko žiri spadali v drug sodni okraj, da jih je treba prešteti, tako da vidimo, da pravzaprav površina je zelo ustrezna oziroma enaka. Vzorec, se pravi, referenčni vzorec, ki je nastal že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, je pokrival območje upravne enote Škofja Loka. In takrat je bil zbran vzorec 958 žrtev. Če tukaj povem, dva glavna vira, govorim seveda o tako imenovanih civilnih virih, so bile kronike, župnijske kronike in pa zapuščinske razprave v sodnih okrajih. Duhovniki so pred začetkom vojne dobili zelo natančna navodila, da morajo natančno spremljati število poklicanih, padlih, potem gibanje seveda tudi ranjenih in invalidov. Nekateri so to vestno počeli, mnogi ne, ampak tisti, ki so natančno spremljali to, so nekako ponudili platformo temu, da se je dalo ugotoviti tudi razmerje med poklicanimi in številom prebivalstva, med žrtvami in celotnim prebivalstvom in seveda tudi žrtvami in samimi upoklicanimi. Tako je nastalo tale, se pravi, žrtev upravne enote Škofja Loka je bilo zbranih 958, kar seveda ni 100% vzorec in dalo se je na določenih krajih ugotoviti, da je to vzorec 18% poklicanih oziroma 4% prebivalstva je padlo oziroma so bile žrtve v prvi vojni. V podlagi tega je bil potem izračunan delež padlih in umrlih vojakov na celotnem Gorenjskem. Glede na to, da je leta 10, po popisu je bilo 31.000 prebivalcev, nekako iščemo sedaj 5200 padlih oziroma umrlih. To je seveda hipotetično število, ki se mu želimo čim bolj približati. Ni seveda zagotovo, da je to število 100%, lahko je tudi nižje oziroma višje. Zdaj pa baza, ki je že nastala, pa nekje zajema 4686 padlih oziroma umrlih, kar je nekje 90% hipotetičnega števila. Jaz sem za predstavitev naredila prikaz nekaterih statističnih podatkov, ki se v določenih delih nekje skladajo oziroma ujemajo s tistimi, ki so bile predstavljene že v uvodu. V drugih seveda se tudi, bi rekla, osredotočajo na drugačne podatke, tako da jaz mislim, da bo tudi to zanimivo. Še enkrat, če pogledamo po sodnih okrajih, število prebivalstva v leta 1910 in na koncu seveda število padlih do sedaj zbranih in na koncu je ta podatek o določenem procentu. Vidimo, da recimo največji procent je bil dosežen v upravni enoti oziroma v sodnem okraju Škofja Loka, najnižji v Kranjski Gori, kar seveda zdaj pomeni, da mogoče Kranjske Gore nismo pokrili dovolj, da viri obstajajo tudi mogoče še za mejo, tako kot na primer v občini Jezersko, ki je spadala
mislim, da sodni, ali pa recimo žile, ki so bile v Logatcu. Torej dejstva, nekatere dejstva so jasne in znane in so se potrdila tudi v tem vzorcu, to je, da izgube med vojaki so bile največje v letu 14 in 15. Največje tako na fronti, kot tudi v absolutnem številu in se pravi, največ jih je padlo na bojiščih, proti koncu vojne je pa bilo več umrlih kot padlih, se pravi, umrlih v zaledju v bolnišnicah. Žrtve po letih so nekako iz tega vzorca je išel tale graf, ki ni povsem natančen, namreč graf, ki govori o tem, koliko vojakov je padlo na frontah, je nekoliko previsok, kar se tiče procenta, je pa, bi rekla, oblikovno pa ustrezan. Najvišji je bil leta 14 padal proti koncu vojne, ampak zakaj procentualno ne ustreza? Zato, ker podatkov natančnih o kraju smrti ni. Rusija, ki je pogosto navedena kot kraj smrti, lahko pomeni fronto, lahko pomeni ujetništvo, lahko pomeni tudi kakšen drug del, bom rekla, mogoče tudi kakšno drugo fronto. Tako da praktično imamo tlele eno približen graf, a ne, predvsem bi se morali znebiti tele modro-sive črte, ki kaže na neznane podatke, teh je še kar precej, a ne, in tako da se vidi, da ujetništvo in zaledje pravzaprav naraščata proti koncu vojne, ampak niti ne preveč, rekla. Skratka, podatki še manjkajo. Glede starosti žrtev je, tako kot je bilo že navedeno, a ne, največji delež je bil pri najmlajših. Dobra četrtina je bila stara v času služenja vojske med 17 in 24 let. Največ upoklicanih je bilo pa v letnikov od 84 do 93. Jaz sem pač naredila nekoliko drugačno, bom rekla, starostno, ne po letih, ampak nekako po desetletju. Kar se tiče kraja smrti, zaradi spet nepopolnih podatkov sem se odločila prikazati samo razmerje med južno fronto, se pravi srbsko, med jugozahodno, se pravi tirolsko oziroma soško, med vzhodno fronto, v Galiciji, v Karpatih in pa neznano. Spet je neznan procent, kar bi rekla četrtinski, medtem ko na južno fronto odpade izredno malo, mislim, da okrog 2,5%. Jugozahodna fronta in vzhodna fronta imate pa nekje tam, ne? Ampak seveda je nekla graf tak zaradi nepopolnih podatkov ponovno. Torej, v sklepu bi povedala, problematika je, kot je bilo danes že rečeno, dvojni podatki o istih osebah. Izredno veliko je to nevidno, ne? Tako da te številke se bodo verjetno zmanjšale v naši osnovni bazi, tako kot se zmanjšujejo in povečujejo tudi v tej moji gorenjski bazi. In potreba je seveda predvsem po natančnejši identifikaciji žrtev. Druga stvar je pa to, da, kot sem na začetku rekla, to gre za civilne, tako imenovane civilne vire, potrebujemo absolutno vojaške. In torej, pomanjkljivi so podatki na temo poklica v vojsko, se pravi datuma, časa poklica, vojaške enote, ki so jih zares služili, ne, in pa natančnimi kraji in datumi smrti. In tukaj jaz mislim, da pa uskoči Milka, ki ima na tem področju izredno veliko izkušenj in je že precej na letu. Hvala lepa. Hvala lepa vsem skupaj, hvala za vabilo. Lep pozdrav vsem skupaj za današnji dan. Zdaj pridemo pa še do teh tako slovitih vojaških virov, ki ne bi dali odgovor na vsa vprašanja, ne, marsikdaj tako slišimo. Vsekakor temu ni tako. Tudi podatki Dunajskega vojnega arhiva niso popolni. Je pa res, da doslej
Vojni arhiv na Dunaju žal iz različnih vzrokov med našimi zgodovinarji raziskovalci vsaj na tem področju ni bil primerno obravnavan, niti ne upoštevan. Vse se zanaša samo na duhovniške vire, na opise Verlustlist, ki pa vendarle imajo svoje pomanjkljivosti, treba iti k izvorom Fontes in če hočemo to narediti, je treba iti na Dunaj, si vzeti ogromno časa, kajti vsaka takšna raziskava pa šterja čas, ni toliko problem denar, čas je tisti vprašanje. Vojni arhiv na Dunaju sam po sebi hrani približno 180 000 aktov, pa 60 000 protokolnih knjig. V sklopu tega seveda je za nas najpomembnejše za nadaljevanje projekta Fond Kriegsverlust, vojne izgube leta 1418 in pa že omenjene matične knjige enot, pa ne samo enot, potrebno je pogledati tudi matične knjige garnizijskih bolnišnic, tega doslej nismo gledali, ne za Ljubljano, ne za Maribor, kaj šele za Dunaj. Tudi tam so padali, umirali naši fantje, bi bilo to potrebno biti preko. Še glede omembe preomenjenih tako imenovanih glavnih matičnih listov, kakor je bilo tudi naslovljeno, drži, da je za to večino ohranjenega Štajerskega, recimo 85%, ker tudi tam manjkajo določene stvari, ni pa samo za Štajersko, treba je upoštevati tudi Koroško, pa Korošcev doslej spet nihče ni gledal. Zakaj ne? Vprašanje za zgodovinarje. Za Kranjsko pa takole. Kraljevina Jugoslavija je dobila te dokumente nazaj v prvi primopredaji gradiva o sukcesiji, o pogodbi leta 1926. Kaj se je s temi dokumenti zgodilo, je res še vprašanje, vendar morda bi nam določene poizvedbe v Beogradu preko uradnih inštitucij res dali vsaj potrdilo, ali tega tam ni ali je. To je pa tisto, kar še nismo storili. Sam osebno s tem se več časa ukvarjal tudi preko vojaških veleposlanikov in atašejev, ki so poskušali priti, pa zaradi različnih političnih in drugih razlogov temu ni bilo moč odgovoriti. Nekaj matičnih knjig enot na odgovor, da je danes problem dostopa do tega. Ja, bil je dostopni problem do tega, seveda, do lanskega leta pravzaprav je bilo to več ali manj zaprto. Lani so modificirali zakon o arhivskem gradivu in je to postalo v tem delu dostopno proti manjšemu plačilu za vpogled v matično knjigo, ne glede za en podatek ali celo knjigo, pač plačaš €80 te takse. Gradivo samo je do lani res bilo še nekako pod zaporo, tudi ni bilo dovoljeno fotografirati. Danes tega nihče več ne vpraša. Poleti, ko sem bil na Dunaju, ko sem si ogledal točno te dve matični knjigi, tako za 17, ki smo ga obravnavali v celotnem sistemu, tukaj upoštevano, tudi za 7. lovski bataljon, ki pa še ni popolnoma pregledan, pa ne samo za te, so še tudi druge enote, ki bi jih veljalo pogledati in se tudi te kopije da dobiti, vendar, če bi to bilo bolj organizirano, to je vse samo iniciativa posameznikov, ki lahko predajo nekaj dokumentov. Kakšne so opisne zadeve, je že povedala kolegica Solšakova, pravzaprav takšne, kot jih pogledate lahko v matičnih knjigah Nadškofijskem arhivu Ljubljana ali pa v Mariboru ali pa v Kopru. Je pa res, opisi priimkov so, zakaj so slovensko pisali? Večinoma zato, ker so jih opisovali slovenski vojaški duhovniki. Če pa jih niso opisali slovenski vojaški duhovniki, so pa pač tisti, ki so bili za to odgovorni protokolirati, prepisali legitimacijski list, ki ga je praviloma vsak vojak moral imeti s seboj. Seveda, to je praviloma rečeno. Tudi vojni škof je ugotavljal, da temu ni tako in da mnogi tega pri sebi niso imeli. Takole približno izgledajo Žibert male vsi podatki, recimo za nekoga od rojstnega podatka, kje je bil rojen, v kateri pristojnosti je sodil, kje je padal. Ni pa vedno datuma smrti, kar je bilo prej rečeno. Včasih je zapisana samo bitka. V tej bitki od do je najverjetneje, takrat je zbil granata, ki letela od njega, ni ostalo nič. In pa že imenovane Verlust liste, liste izgub, ki jih mi prebiramo, so tiskane verzije, imate pa liste izgub enot, pisane po posameznih bitkah, približno 240 kartonov je tega, urejenih po letih, znotraj let pa po enotah.
tako recimo lista izgub 27. Beobranskega pehotnega polka, pozneje drugega gorskega polka, za leto, ko je Franc Zupančič v svojem dnevniku opisoval, kako je vodil takšno evidenco, točno ta čas od 1. julija do 6. julija 1916 sem poiskal in potem zraven, kakšne so rubrike padov, pogrešan, vojni ujetnik ali pa pač ranjen. Takšne so statistične zapiske. Za nas pomembne liste izgub Frmisen-Kartaj, lista pogrešanih, tega tudi ponavadi ne gledamo, če ga ni v Toten-Kartaj, si mislimo potem, da pa pač ni, ga pa ne bo. V resnici je pa kar nekaj naših fantov v listah izgub, tako recimo pripadnik 87. Celjskega pehotnega polka, Jevnišek Franc, ki je zaslovel v času vojne, si priboril zlato medaljo za hrabrost s tem, ko je igral na harmoniko in s tem jurišal proti nasprotniku, dvignil svoje moštvo, si zato prislužil zlato. Vprašanje je bilo, kaj se je z njim zgodilo in pa še večje vprašanje, odkot je bil doma. Tega podatka v slovenskih časopisih, v nemških časopisih, praktično samo monarhija je poročala o njem, nihče pa ni napisal, odkot je bil doma. Nič nismo vedeli, dokler se ni našel ta dokument pod seznamom pogrešanih. Kartončki takšne, kot smo jih včasih imeli v knjižnicah, moč dobiti knjižnične kataloge, tako je tudi urejen vsi ti kartični sistemi, približno samo za okvir 40 milijonov takšnih kartič imate v vojnem arhivu na Dunaju, samo, kaj pa je to za nas? Takšen je tudi seznam, na isti način je narejen tudi Kriegsgefangenkartaj, seznam vseh vojnih ujetnikov, pri čemer je potrebno povedati, da je znotraj uredbe Kriegsgefangenkartaj urejeno tudi glede na fronto, kjer je padal v vojno ujetništvo, tako recimo Kriegsgefangenkartaj Italija, Kriegsgefangenkartaj Rusija, zato imate zgoraj tu samo Italijo napisano. Rusija ima pa, ker je tega bilo toliko več, razdeljeno še v 3 podfonde, časovno razpredelitev. In znotraj teh podfondov fonetična abeceda. Tako da po fonetični ureditvi pa še en delček velja omeniti, ravno zaradi vprašanja padlih. Mnogokdaj so naši fantje, ko so se vračali in upravljali protokole vračajočih se iz ruskega vojnega ujetništva, pri čemer je takšen vprašalnik vseboval tudi vprašanje, ali imate podatke o svojih ali katerihkoli drugih pripadnikih enot, ki so v vašem taborišču padli, umrli za posledicami ran, karkoli. Takšen podatek recimo je tudi tule, ko je Tomšič Jakob poročal iz Odese, da je umrl strelec Janežič, ni poznal njegovega imena, povedal je samo, kje je umrl, letnico in pa kje je pokopan. Toliko tudi ta vir bi veljalo upoštevati, seveda pa ne moremo potem priti mimo slavnih Toten-Kartaj, 1,2 milijona mogliških kartic, približno en takle karton vsebuje 1300 do 1400 kartončkov imen, ne ravno vseh popolnih, koliko je kartonov vidite sami, 1098, tako da pa spet fonetično urejeno abecedno, kar pomeni ogromno dela, ne moreš se lotiti tam, ker bi se želel po porimku, ampak je treba cel kartonček, pač celo škatlo pogledati od začetka do kraja. Največkrat na kakšni madžarski porimki potem uskočijo, ko bi najbolj si želel, zdaj bo pa slovenski porimek, potem je pa madžara cela četan. Tak primer je bilo za Fišger Antona, takole zgleda mrliška kartica. Fišger Anton je bil sorodnik našega pisatelja Franca Saleškega Fišgerja, v katerem sam piše v svoji knjigi Leta mojega popotovanja, kako ga je vzgajal, kako mu je bil dober skrbnik posestva, nikoli pa nismo izvedeli, v nobeni knjigi ni popisano, kje je padel, kaj se mu je zgodilo, nič. Šele tule izvemo, da je umrl v vojni bolnišnici, kdaj je umrl, v septembru 1915 in kje je pokopan. Takšne so mrliške kartice, ta je še dokaj popolna, imamo podatke o enoti, letnico rojstva in tako naprej, medtem ko drug takšen je veliko bolj skromen, nič ne vemo, odkot je doma, imamo samo podatek o smrti, v katerem regimentu je bil in kdaj je umrl ter kje. Tako da tudi tam popolnih podatkov ne boste dobili, je pač potrebno veliko truda
iskanja, ne, ali pa par repisov iz takšnih dokumentov. Ko vzame človek v roke takšen karton, ki izpiše 240 imen, takole po podatkih, se vprašaš, ne. Podatki, krajevno, kaj so, kje je padlo. Za nekatere res zelo natančno pokopan, kota, kdo ga je pokopal, vse detaljno, za nekatere pa žal takšnih podatkov ne bomo dobili, bomo veseli, če bo vsaj letnica, datum smrti znan. Še podatke nekaj drobcev se naslovnim na pokopališča, pokopani na slovenskih tleh, konkretno na slovenskih tleh, se tudi da dobiti še nekaj dokumentacije. Seveda gre za te akte vojaške uprave, ki je skrbela za vojne grobove. Konkretno to sodi pod fond Jugoslavija, kajti razdelili so vojne grobove po fondih nekdanjih držav, Jugoslavija, Albanija, Italija, z večino za Soško bojišče seveda pod Italijo, nekaj pod avstrijskim delom, zato je to razpršeno, kot je že kolegica Petra Svošek omenila. Je pa res, da je tukaj potrebno omeniti še nekaj. Poleg dunajskih vojnih arhivov bi to veljalo primerjati tudi z dokumentacijo, ki jo najdete v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Namreč, po vojni leta 1919 so takoj dobili orožniki navodilo, naj napišejo polne sezname vojaških grobov v posameznih okrožjih, posameznih četah in to so vestno storili. Še pozneje, leta 1922, 23, 24 so na zahtevo različnih veleposlaništev morali to znova in znova pošiljati podatke, koliko češko-slovaških podanikov je pokopanih v Jugoslaviji, koliko je ruskih in drugih, kar precej teh podatkov imajo v Nadškofijskem arhivu Ljubljani in pa tudi v Mariborskem Nadškofijskem arhivu. To je primerno primerjati skupaj s avstrijskimi, bi bilo potem mogoče dobiti en komplementarni pregled vsega tega naštetega. Toliko o arhivskem gradivu, za kratko, seveda pa bo vprašanj še nič toliko, pa bomo potem še kakšno rekli. Hvala.